Za šestošolce in devetošolce je danes malce poseben dan. V eni uri bodo morali pokazati vse znanje iz materinščine, ki so ga do zdaj pridobili v šolskih klopeh. Nekaj minut za ponavljanje pred NPZ-jem pride prav. Malo sem nervozen zaradi NPZ-jev, drugače se mi pozdi, da mi bo šlo. A pa si se ti kaj pripravljal na NPZ? Ja, doma sem se učil, ker se mi zdi pač, da tako bo veliko lažje, da boš bolj znal. Verjetno niso preveč težki, ker smo 6. razred, drugače pa morajo biti nekako vmes. Pa se boš v 9. razredu kaj bolj pripravljala na NPZ? Ja, itak ne. Šolske torbe na kup, pisala so pripravljena, še zadnji napotki učiteljice in pisanje se lahko začne. Medtem ko učenci pišejo NPZ-je, veljajo na šoli posebna pravila. Na hodnikih mora biti popolna tišina. Po 60 minutah razmišljanja, branja in pisanja so občutki različni. Pričakovala sem, da bo bolj težji, ker smo doma tudi vaje delali in ponovadi je bilo ful težji, ampak pa sem bila ful presenečena. Sta bile 2 pesmi, pa na koncu je bila še ena in mi je bilo malo težje razmišljati. Že naslednje leto bo v 9. razredu ocena iz nacionalnega preverjanja znanja tudi ena od ocen v redovalnici. Pisali pa jih bodo tudi tretješolci. Na osnovni šoli Brinje so jih poskusno pisali že letos. Jaz bi rekel, da sem se dobro odrezal. Vrednotenje znanja oziroma učenja, k čemur ne bi stremeli, je zagotovo zelo pomembno. Ne zdi se mi pa v redu, da se usmišlja nacionalno preverjanje znanja tudi kasneje s pomočjo ocen. Se mi zdi, da je to eno napačno sporočilo otrokom. Kako so se odrezali, bodo devetošolci izvedeli 30. maja, šestošolci pa 6. junija.